pogovori, ne vem, vi zdaj rečemo, ki sodelujemo, no, z nekim izvajalcem. Pa je kar, no, mogoče 3 mesece nazaj ne bi se niti upal priti v to sobo, no, pa ga poslušati, ne, ali pa nekako spostaviti kontakt. Zdaj pa, bom rekel, kar malo, malo samozavestno. Hello, I'm Emir, I'm 40 years old. I was starting teach English language about 2 months ago. I think I'm growing every day when I teach. Moje težave so bile tudi, da nisem imel samozavesti, poznavanje tudi določenih besed, nedoločenih, kar nekaj besed, pač tega besednega zaklada nisem imel, ker sem se nazadnje angleško, ne, dejansko angleščino se nisem jo uporabljal vsaj 20 let, no, in se mi zdi zdaj v teh 2 mesecih, ko sem z vami sodeloval oziroma s sogovornico, ne, z Liz, se mi zdi, da sem kar zrastel, no, da mi ni težava si vzeti knjigo v angleškem jeziku pa jo prebirati, ne, pa za vikende. Ni me strah pogledati en angleški film s angleškim podnapisom, ne slovenskim, in dejansko ga razumeti. Res je, da ne razumeš vseh besed, ampak poanta je tega, da dejansko ko prebereš ali pa ko poslušaš, da povzameš ta kontekst in da veš, kaj na drugi strani ali razmišlja, pa te želi nekaj vprašati. In to je neka dodana vrednost potem človeku. Je pa seveda treba se pač samo žrtvovati se, da če hočeš še rasti, pač moraš. Noben ti ne bo dal tega znanja ali pa besed, ampak moraš sam, ne, ampak vi ste mi pa to nudili na koncu koncev, da sem začel to razumeti. Da ni to, da sam pišeš, pa se učiš na present simple, pa continuous. Tudi to moraš, ne, da saj, ampak da z preprostimi načini, zabavnimi, ne preprosto, zabavnimi načini, da res usvojiš to, no, to znanje oziroma razumevanje. Boda ti zdaj, kar povej. Ne, in to mi je zame, vsaj zame, no, nekaj velik korak, pa 2 stopnički